Pozdravljeni! Z veseljem vam sporočam, da smo v teh dneh v Cerkljanskem muzeju pripravili prvo postavitev razstave Partizanska bolnica Franja – Skriti dragulj Evrope. Gre za projekt, ki smo ga v Mestnem muzeju Idrija zastavili že v letu 2019. Lani smo z njim tudi kandidirali na razpisu Zgodbe dnevov evropske kulturne dediščine in bili nagrajeni. Namen razstave je, da bi zgodbe in sporočila tega edinstvenega spomenika humanosti ponesli med ljudi, tako doma v Sloveniji, kot tudi v širši evropski prostor. Kot vidite, razstavni panoji se sestavljajo v sklope, ki spominjajo na bolnišnične barake in so seveda lahko prilagajajo tako različnim razstavnim prostorom, zato bo vsaka postavitev nekoliko drugačna. Razstavo sestavlja več vsebinskih sklopov, ki delovanje bolnišnice predstavljajo v vsej njeni kompleksnosti. Vsekakor pa so v ospredju zgodbe konkretnih ljudi, tako članov bolnišničnega osebja, kot tudi ranjencev in domačinov iz neposredne okolice. Vsak od njih je po svoje prispeval k nastanku bolnišnice, k njenemu delovanju oziroma so v njej našli ustrezno oskrbo. Razstava je zasnovana interaktivno, kar pomeni, da so nekatere vsebine na razstavnih panojih označene s takšnimi znaki, ki obiskovalce vabijo k nadaljnjemu raziskovanju. V okviru razstave je namreč tudi interaktivna vizualizacija oziroma zaslon na dotik, kjer bodo na voljo dodatne vsebine, besedila, avdio in video posnetki in sicer v različnih jezikih. Jezik razstavnih panojev je slovenski in angleški, medtem ko bodo na računalniku na voljo še vsebine v italijanskem, nemškem, hrvaškem, francoskem in poljskem jeziku. Posebna pozornost velja na razstavi tudi izboru predmetov. Ta sicer ni velik, kajti gre po eni strani za potujočo razstavo, na drugi strani pa ni se ohranilo veliko originalnih predmetov, namreč v povodnji, ki je bolnišnico prizadela leta 2007, je bila večina teh uničena. Partizanska bolnica Franja je leta 2014 prejela znak evropske dediščine. To pomeni, da predstavlja pomemben kamenček v mozaiku te naše skupne evropske zgodovine. Je pravzaprav simbol upora, skupnega upora proti fašizmu in nacizmu. In prav to je namen znaka, da poudarja simbolno vrednost in večja prepoznavnost spomeniških območij. Razstava bo v Cerkljanskem muzeju na ogled do 9. maja. Že v letošnjem letu pa načrtujemo tudi dve gostovanji. Prvo bo že v maju, ob Mednarodnem muzejskem dnevu, jo bomo odprli v Muzeju krapinskih neandertalcev na Hrvaškem in potem septembra v Tolminskem muzeju. V obeh primerih gre za sodelovanje z nosilci znaka evropske dediščine. Tolminski muzej namreč tudi skrbi za prezentacijo spominske cerkve v Javorci na Tolminskem. Lepo vabljeni, da nas obiščete in si razstavo pogledate.